Ti delavci zaradi nizkega števila poklicnih bolezni v Sloveniji imajo zgolj navidezno socialno varnost, dobijo invalidsko pokojnino, recimo zaradi drugih razlogov, bolezni izven dela. Kaj bi se zgodilo, kaj bi bilo konkretno za njih drugače, če bi se jim invalidska pokojnina priznala zaradi poklicne bolezni? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Zdaj, jaz bom najprej ponovila tisto, kar sem že rekla. Za nas, sindikate, za mene osebno, je najbolj pomembno, da je odkrita poklicna bolezen alarm, ki se sproži in opozori delodajalca, delavce in inšpekcijo za delo in druge državne organe, da je resen varnostni problem v tem podjetju, ker sicer ne bi prišlo do poklicne bolezni. In ko se vi zavedate, da imate tak varnostni problem, potem seveda to upišete v oceno tveganja, to je neka listina, ki jo mora imeti vsak delodajalec, in določite ukrepe, preprečevalne ukrepe, da jutri ne bojo zboleli drugi. To je najbolj pomembna stvar povezana z odkrivanjem poklicnih bolezni. Zdaj pa, torej zaščititi zdravje tistih, ki so še zdravi. Zdaj, če me pa vprašate za tiste, ki so že zboleli, seveda so pa pomembne razlike. Najprej bolniška odsotnost dela. V našem zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju jasno piše, če ste na bolniški odsotnosti z dela zaradi bolezni izven dela, imate, na primer, odmero nadomestila plače 80%. Če ste na bolniški zaradi poklicne bolezni, je odmera 100%. Enako je pri invalidskem upokojevanju. Če vam priznajo invalidsko upokojitev zaradi bolezni izven dela, je to bistveno nižja odmera, kot če vam priznajo invalidsko pokojnino zaradi poklicne bolezni. Torej, tukaj so ljudje takoj materialno oškodovani, ne samo oni, ampak seveda tudi njihove družine. Potem ni misleno, da ni nič narobe, če poklicno boleli zahtevajo odškodnino za izgubljeno zdravje. Torej, tukaj gre za neko ekonomsko spodbudo delodajalcem, da potem se še bolj angažirajo pri preprečevanju poklicnih bolezni in da res rečejo, evo, bolj se mi manj denarja bom porabil za ukrepe preprečevalne, kot pa za odškodnine za poklicne bolezni. To je ena stvar. Zdaj, seveda moram reči, da v tem trenutku se izplačujejo odškodnine samo za azbestne poklicne bolezni. To je posebna kategorija poklicnih bolezni, ki je drugače urejena kot vse ostale poklicne bolezni. In ne po naključju, kajti zakon, po katerem so te stvari urejene za poklicne bolezni, ni vložila vlada, ampak skupina poslancev iz Primorske, ki so na svoje oči tam videli, kako ljudje umirajo zaradi azbesta okrog Salonita. Tam se je pač začelo množično umiranje, potem ko se je iz mokre tehnologije šlo na suho tehnologijo in tista je bistveno bolj nevarna, da ljudje zbolijo zaradi azbesta. No in pri azbestnih boleznih je država prevzela izplačevanje odškodnin, država prevzela plačevanje zdravstvenih pregledov, ki so potrebni za to, da se verificira poklicna bolezen. Določeno je celo, kdo verificira poklicno azbestno bolezen in zaradi tega ta stvar teče. To so edine poklicne bolezni, ki se v Sloveniji praktično odkrivajo, medtem ko vse ostale poklicne bolezni imamo od avgusta 2003 imamo v uradnem listu prelep pravilnik o poklicnih boleznih z seznamom poklicnih bolezni, ki je usklajen z priporočilom Evropske komisije, katere poklicne bolezni naj bojo na takem seznamu. Na papirju imamo vse krasno, razen postopka, kdo je sploh pooblaščen v tej državi, da reče, evo, to je poklicna bolezen. Ne boste verjeli? Ga ni. V tej državi ni organa, ki je pooblaščen, da reče, to je poklicna bolezen, to ni poklicna bolezen. In jaz osebno poznam ljudi, ki se
zaman trudijo, ne, da bi imajo celo dokumente Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, da imajo poklicno bolezen, pooblaščeni zdravnik je postavil sum poklicne bolezni, ampak nič ne pomaga. Ne. Ko gre v invalidski pokoj, se delodajalec pritoži in reče, to ni poklicna bolezen in edini način je, da greš v invalidski pokoj zaradi vzroka bolezni izven dela. Razumete? Torej, stvar je dobesedno sprevržena. No? Na papirju imamo kao vse pripravljeno, v življenju imamo pa sistem, ki onemogoča odkrivanje poklicnih bolezni in inšpektorat za delo uradno pove, v letu 2010 je bila prijavljena ena sama nova poklicna bolezen, moralo bi jih pa biti nekaj 100. Prosim. Ja, še pri žurnale 24, mogoče ni čisto direktno povezano, ampak v zadnjih dneh smo v bistvu opazili, da je v francoskem telekomu konkretno prišlo do veliko samomorov, v bistvu, ki so bili direktno povezani, oziroma so ljudje napisali, da so direktno povezani z razmerami na delu. In me zdaj zanima, če imate kakšne podatke, v bistvu, koliko delavcev se v Sloveniji sploh nudi iz tega razloga, kakšna kot psihološka pomoč, in pa seveda, če bi po vašem mnenju sploh mogli priti do tega, da bi se imeli. Zelo dobro vprašanje in se vam zahvaljujem za to vprašanje. Jaz sem, mislim, da 2 leti nazaj, imela ambicijo, da bi na takšni tiskovni konferenci v 28. aprilu tudi tak podatek predstavila in smo se povezali z registrom samomorov v Sloveniji, če imajo podatke o razlogih, zakaj so se ljudje odločili za samomor, pa so povedali, da nimajo denarja, da bi register dopolnili s tem, da bi ga torej vodili tudi po vzrokih za samomor. Jaz sem prepričana, da ni vedno enostavno tak vzrok odkrit, zlasti, če pač ni poslovilnega pisma. Lahko vam pa povem, v Nemčiji, ta podatek sem slišala, je pa taka analiza bila narejena in 10% vseh samomorov so pripisali posledicam mobinga na delovnem mestu. Torej, zdaj, težko lahko rečemo, ne, da bi enak odstotek veljal tudi za Slovenijo, vsekakor je to zanimiv podatek. Jaz se spominjam iz člankov v sredstvih javnega obveščanja, kjer se je poročalo o kakšnih samomorih, da so bili nekajkrat omenjeni, vsaj izjave sorodnikov, ne, da je šlo za mobbing, ampak težko pač karkoli uradnega rečeš, razen to, da se sumi tudi na take vzroke. Vi morate vedeti, da mobbing, ne, zdaj slovenski izraz po priporočilu Inštituta za slovenski jezik na Akademiji znanosti in umetnosti je trpinčenje na delovnem mestu. To je izraz, ki ga bolj razumemo Slovenci. Torej, trpinčenje je lahko izreden stresor, ki lahko pripelje do smrti na različne načine. Samomor je samo eden izmed načinov, infarkt, na primer, je lahko tudi takšna posledica trpinčenja. To so izredno stresne situacije. No in zdaj, če vam lahko, glede na to, da smo tukaj ob 28. aprilu, vam moram povedati, da je vseevropska anketa, ki je v lanskem letu potekala v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu, spletne strani, mislim, da so omenjene tudi v gradivu, ki ste ga dobili, ali pa niso, jaz upam, da so, je med drugim tudi 800 slovenskih delavcev vprašalo glede stresa, ne, in izkazalo se je, da je Slovenija po poročanju o stresu povezanem z delovnimi razmerami na drugem mestu v Evropi. In istočasno praktično nimamo nobenih ukrepov za obvladovanje stresa na delovnem mestu. To je pa drugi razlog, ne, ki verjetno vodi v katastrofalno nizko
število ljudi, ki je na tej vseevropski anketi Dublinske fundacije odgovorilo, da bi lahko delali po 60. letu. Ne. Preprosto, ne, pri nas mi mislimo, da so ljudje narejeni iz jekla in da bojo zdržali kakršnokoli obremenitev, ali je fizična obremenitev, ali je psihosocialna obremenitev. In potem seveda ljudje celo verjamejo to, ne, da morajo vse to zdržati, potem se pa njihovo zdravje zlomi in ljudje bežijo pred stresom tudi v pokoj, ko bi pravzaprav so na višku svojih strokovnih znanj. Škoda je, velika škoda. In naš poziv vladi je, ne, če želimo dvigati dejansko upokojitveno starost, ne, potem zavihajmo rokave in izboljšajmo varnost in zdravje pri delu. Zdaj, naj bo jasno, ne, slovenska stroka varnosti in zdravja pri delu je sposobna dosegati vrhunske dosežke, izjemne dosežke. Problem je ta, ne, da je vseevropska anketa SNR, ki je bila lani izpeljana, pokazala še eno stvar. Ne. Slovenija je številka 1, ali pa na zadnjem mestu, zdaj odvisno s katerega konca pogledate, v Evropi po odstotku delodajalcev, ki ima svojo lastno strokovno službo varnosti in zdravja pri delu. Slovenija ima, meni se 75% slovenskih delodajalcev ima to urejeno po pogodbi z zunanjim izvajalcem in Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu pravi, ne, da je Slovenija ena izmed tistih držav, kjer management izkazuje v svojih odgovorih na tej SNR anketi pravzaprav najmanj zavezanosti za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v Evropi. Mislim, da tretji najslabši v Evropi smo po zavezanosti managementa. Zelo redko se o varnosti in zdravju pri delu poroča na kolegijih managementa in seveda Evropska agencija pravi, ne, če imate zunanje izvajalce, potem to vodi k nizki zavezanosti managementa za izboljševanje varnosti in zdravja pri delu. Torej, kakor pogledamo, ne, cela vrsta stvari nas mora skrbeti in jaz še enkrat pozivam vlado in poslance, da poskrbijo za boljše predpise na področju poklicnih bolezni in da poskrbijo za ukrepe, ki bodo izboljšali varnost in zdravje pri delu. Ja sem vas čisto zamorila. Upam, da ne. Mislim, ta dan mora biti neko optimizem in upanje, da grejo stvari lahko na boljše. No? Zdaj, če bo ta zakon o varnosti in zdravju pri delu sprejet tako, kot je napisan in če bo minister za zdravje tako zavzet, kot se zdaj kaže. Namreč ta minister za zdravje je to zdravstveno reformo, ki je napovedal, ne, začel z zavezo, da se izboljša zdravstveno stanje Slovencov. In pri tem želi izboljšati zdravje tudi na delovnem mestu. Ne. In zdaj bo od njega odvisno, kakšne bojo predpisi na področju poklicnih bolezni in z malo sreče mu bo uspelo. Čez 1 leto bomo mogoče lahko že bolj zadovoljni kot danes. A vas lahko vprašam še nekaj za ene druge teme? Ja, če bom znala govoriti. Ja, ne, glede na to, da je po 1. maju se ta trg delovne sile odpira tudi v Avstriji in Nemčiji za Slovenijo in še ene druge, nekaj konc tega prehodnega obdobja. Ne. Zanima, če bi lahko dali stališče sindikata neko oceno, kaj bi to pomenilo recimo za naš domači trg delovne sile. Drugič, kaj mislite, kateri poklici ali pa skupine delavcev lahko upa na boljše možnosti čez mejo za delo, ne, zdaj v teh časih krize, pa če je to sploh se bo kaj poznalo, ne, se odpira ta trg. Poglejte, ob italijanski in ob avstrijski meji zelo veliko Slovencev vsak dan hodi na delo v Avstrijo in v Italijo. Zelo veliko. Zveza svobodnih sindikatov je ustanovila medregijske sindikalne odbore z kolegi sindikalisti iz Avstrije in Italije. V okviru teh medregijskih odborov
Potekajo tudi vsako leto za 1. maja srečanja. 1. maj ni samo praznik dela, ampak spomnili se boste, 1. maja 2004. leta je Slovenija postala članica Evropske unije in od takrat naprej so nekako tradicionalno postala srečanja sindikatov v okviru medregijskih odborov. In lahko vam povem, da sindikati že torej najmanj od leta 2004 zelo intenzivno sodelujemo pri svetovanju njihovih državljanov, naših državljanov pri prehajanju na delo čez mejo. Zdaj, mi lahko ugotovimo to, ne, da je to neka zaposlitvena priložnost za slovenske državljane. To seveda pomeni ne samo migriranje, vsakodnevno migracija čez mejo, tam, kjer je to pač možno znotraj enega dneva narediti. Ta odprava ovir pomeni tudi, da se bo lahko delo začelo iskati tudi drugje, ne? Se pravi, da se bojo naši preselili tja in dobro bi bilo, da pogledamo tudi na izkušnje kakšnih drugih držav. V zvezi s tem, mene osebno je po letu 2004 šokiralo, ko sem se pogovarjala z kolegi sindikalisti iz baltskih držav, iz Bolgarije, iz Romunije. Ne vem, če veste, 1 milijon Bolgarov je po letu 2004 si najdel delo v mediteranskih državah, v Španiji, predvsem v Španiji, Portugalski in Italiji. Medtem, ko se je iz baltskih držav praktično izselila kompletna mlada generacija, čist kompletna mlada generacija, začeli je zmanjkovati delavcev v teh baltskih državah in prvič po letu 1990 so njihovi delodajalci zaradi pomankanja delovne sile bili prisiljeni dvigati plače. Pa še niso dobili nazaj svojih delavcev. Lahko vam povem, da je kolega iz Irske, sindikalist, povedal, da je drugi najpogostejši jezik, ki se govori na irskem, poljščina. Pred kratkim sem bila v Veliki Britaniji in videla samo postrežbo, ki prodaja poljske prehrambene artikle, ker se je toliko Poljakov izselilo, naprimer v Veliko Britanijo. Velika Britanija in Irska sta že prej odprle svoje meje. Tako da te migracije so izredno močne tam, kjer so neugodne razmere na domačem trgu dela. Omejevanje rasti plač. To zlasti mlado generacijo, ki še nima družinskih korenin, ne, spodbudi, da si delo začne iskati drugje. In prav je, ne, da ustvarimo tak trg dela, ki bo zanimiv, privlačen za mlado slovensko generacijo, zato da bo ostala tukaj in da nas bo zmeraj več. Mi mislimo, da pač tudi sindikati lahko kaj prispevamo k temu, ko se pogajamo za boljše plače. Kakšna je vaša rečva ocena ali pa predvidevanje, kaj se bo zgodilo? Bojo res tudi naši mladi šli ven? Ne upam se napovedati. Nimam pojma. Jaz vem, da je veliko mladih ljudi v težavah, ker ne dobijo dela, zlasti ne dela za nedoločen čas. Zdaj je veliko ljudi, mladih ljudi prisiljenih, da sprejme prekerne, negotove oblike dela ali da postanejo samostojni podjetniki, kar je pogosto samo oblika, da dobite isto delo za manjšo ceno, ali pa se zaradi tega podaljšuje študentsko status, ne, ker kot študenti vsaj nekaj dela dobijo. Delovno razmerje za nedoločen čas dobivajo mladi tam blizu 30 leta starosti in lahko vam povem to, ne, da ko smo mi anketirali mlade ljudi, kaj si želijo od sindikatov, so vsi odgovarjali eno in isto stvar, da si želijo, da bi jim omogočali
pogoje, da sklenijo delovno razmerje za nedoločen čas. To je tisto, kar pomeni spodobno delo, in če na slovenskem trgu dela ne bo ponujenega spodobnega dela, bojo za njim šli čez mejo. Kaj pa sicer recimo, da bi kakšen poklici bolj imeli možnost ali pa pač kvalificirani ljudje, kakšne določene kategorije, da bi prav recimo... Ne znam vam odgovoriti na te vprašanja. Kolega, ki pokriva zaposlovanje, bi bilo treba vprašati, mislim, da je v svoji pisarni gor v 5. nadstropju. Lahko ga obiščete, pa vam bo odgovoril na ta vprašanja. Kdo pa je to? Goran Lukič. Goran Lukič. On je član tudi upravnega odbora Zavoda za zaposlovanje, tako da pozna zelo podrobno tudi statistične podatke na tem področju. Okay. Če ne bi nehal, ne? Vse smo bili dolgi. Lahko še nekaj prišel na 1. maju. O 1. maju? Opa. Če bom znala. Za kolegico imamo. Se lahko posebej.